Takoj potem, ko sem prejela informacijo, da se v Pekrah zbira množica ljudi, ki prihajajo iz Peker, pa tudi že iz Maribora, sem sklicala vodstvo skupščine mesta Maribor. To so takrat tvorili dva podpredsednika skupščine, gospod Borisovič, ki je to delo opravljal poklicno, in gospod Gajšek, ki je bil neprofesionalni podpredsednik, ter trije predsedniki zborov skupščine, gospod Holc v imenu družbeno-političnega zbora, gospod Ambrožič v imenu zbora krajevnih skupnosti in gospod Brkič v imenu zbora združenega dela. Ne glede na različno strankarsko pripadnost, smo si bili takoj enotni v tem, da so premiki oklepnih vozil iz vojašnice nedopustni in da je treba zaščititi civilno prebivalstvo. Mi smo bili namreč izvoljeni na prvih demokratičnih volitvah, večstrankarskih, leto poprej in trdno smo bili odločeni, da se upremo vsaki agresiji Jugoslovanske ljudske armade. V dogovoru z izvršnim svetom smo se odločili, da bomo poslali delegacijo v Pekre. V tej delegaciji so bili gospod Holc, gospod Moge in gospod Čuš. Kasneje pa se jim je pridružil še republiški poslanec gospod Andrej Verlič. Naloga te delegacije je bila dvojna. Prvič, s svojo prisotnostjo zelo jasno pokazati, da je mestna oblast na strani ljudstva in da ne bomo dovolili nikakršnih vojaških akcij na svojem območju. In drugič, še pomembneje, preprečiti, da bi se v napetem vzdušju zgodilo nasilje ali celo, da bi prišlo do spopadov in prelivanja krvi. Z iztekanjem dneva in s prihajanjem noči je moja zaskrbljenost zelo naraščala. Zavedala sem se, da je treba čim prej doseči popoln umik Jugoslovanske ljudske armade. Zelo dobro sem namreč poznala Mariborčane in vedela sem, da bodo mnogi med njimi, namesto da bi zjutraj odšli na svoja delovna mesta v tovarne, odšli naravnost v Pekre. Tak razplet pa bi pomenil samo še večjo nevarnost za civilno prebivalstvo. Moja tedanja funkcija je bila politična funkcija in orodje politika je beseda, ki ima lahko mnogo oblik in mnogo pomenov. V tistih razmerah je bila moja beseda odločna in glasna. V pogajanjih z generalmajorjem Delićem pa je ta beseda postala tudi moje edino orožje. Tisto, ki naj bi ga pripravilo do takojšnjega umika oklepnikov iz Peker, ki naj bi se vrnili v vojašnice. Na vse moje argumente, da se politični zemljevid Jugoslavije spreminja, da gradimo samostojno državo Slovenijo, da nobena JLA ne more zatreti upora, ki so ga v enem samem dnevu pokazali prebivalci Peker in Maribora, je Delić odgovarjal z enim samim stavkom. A ja imam naređenje, imam ukaz. Pogovor, na katerega sem prišla pozno zvečer z republiškim poslancem gospodom Rogino v vojašnico, je generalmajor Delić želel nadaljevati na svojem sedežu, torej v domu JLA, to je današnji Narodni dom, vendar sem vztrajala, da se pogajanja v širšem sestavu, na katerem so bili predstavniki republike, nadaljujejo na skupščini mesta Maribor, to je na sedežu demokracije. To se je zgodilo v sobi 133 in namesto pričakovanega dogovora o vrnitvi JLA v kasarne je prišlo do ugrabitve podpolkovnika Vladimirja Miloševića. Ker s takim razpletom dogodkov nisem bila seznanjena, sem ostro protestirala in zahtevala njegovo takojšnjo osvoboditev. Tekla sem po hodnikih in videla sem samo lahko še to, kako so Miloševića strpali v vojaško vozilo, mene pa s puško grobo potisnili nazaj v stavbo mestne skupščine. Znano je,
da vojno lahko začne posameznik. Dobi ali izgubi pa jo lahko samo narod. To velja tako za dogodke v Pekrah, kot tudi za osamosvojitveno vojno, ki se je začela mesec dni kasneje. V vseh teh letih sem srečevala mnogo ljudi, ki so bodisi s telefonskimi klici na občino sporočali, kaj se dogaja, pa tudi tistih, ki so odšli v Pekre ali pred mariborske kasarne, da bi s svojim telesom ustavili izhod oklepnikov na ulice. Nikoli se jim ne bom mogla dovolj zahvaliti za njihovo domovinsko ravnanje. Še posebej to velja za številne novinarje, fotografe, snemalce, ki so bili na prizoriščih od samega začetka pa do konca. Radijska, tiskana beseda, fotografije in televizijski posnetki so bili nad vse dragoceni tedaj in so še danes. Vsem hvala. Velikokrat sem bila tudi vprašana, ali me je bilo takrat kaj strah. Tudi po 30 letih je moj odgovor ne. Edini občutek, ki trajno ostaja v meni, je velika odgovornost, ki sem jo skupaj s sodelavci čutila do someščanov, skrb, ki sem jo čutila za to, da bi civiliste ubranili pred vojaškim nasiljem in preprečili prelivanje krvi, žal ni bila v celoti dovolj velika. Ni nam uspelo, saj je gospod Josef Simčik pred oklepnikom izgubil življenje. In kadar umre civilist zaradi orožja, se mir spremeni v vojno. V Mariboru se je ta začela mesec dni prej kot drugod po Sloveniji. Morda smo bili zato bolje pripravljeni, takrat v juniju. Ne samo z besedo, ne samo s pogajanji, ampak tudi s konkretnimi posegi teritorialcev, policije, civilne zaščite in vseh drugih služb, ki so preprečile, da bi Jugoslovanska ljudska armada dosegla svoj veliki strateški cilj in zavzela mejni prehod Šentilj. Maribor, v mojih očeh mesto heroj, je še enkrat uspešno ubranil severno mejo.